Lepo pozdravljeni, spoštovani gledalci. Dobrodošli v oddaji Med nami, kjer je danes profesor dr. Danilo Zavrtanik, rektor Univerze v Novi Gorici. Dobrodošli. Hvala za povabilo in lep pozdrav. Za vami je prejšnje študijsko leto, začeli ste seveda novo študijsko leto. Kako bi ocenili tisto, kar je bilo v preteklem času, to se pravi v prvem letu letošnjega leta? No, letošnje akademsko leto ni kaj bistveno drugačno od prejšnjih. Nismo v bistvu uvedli nobenega novega programa zares. Malo smo se preselili, tako da smo izboljšali pogoje in izvajanja študijskih programov in samega študija. Drugače pa mislim, da bo to akademsko leto tako povprečno, kaj posebnega ne pričakujemo, razen mogoče, kar se dogaja okrog nas, to je sprememba zakonodaje, ki se pripravlja, ki bo seveda imela vpliv na bodoči razvoj naše inštitucije. Omenili ste, da ste se tudi preselili, verjetno ste imeli s tem v mislih nove prostore v dvorcu Lantjerjev v Vipavi, kjer se zdaj dogaja kar veliko vaših dejavnosti. Ja, dvorec Lantjerji postaja kar en tak center naše univerze v Zgornji Vipavski dolini. Mi smo se preselili praktično takoj, kot so bila gradbena dela in ostala dela zaključena in začeli dejavnost že v poletnem semestru prejšnjega akademskega leta. Tako da zdaj Lantjerji je zaživel, seveda naše misli in skrbi so usmerjene naprej v obnovo preostalega dela. Občina se je na razpis prijavila, pridobila nekaj evropskih sredstev, vendar, kakor slišim, finančna slika oziroma finančni načrt še ni čisto zaključen in denarja je pravzaprav malce manj, kot ga je bilo v prvi fazi, tako da bo finančno ta projekt malce bolj zahteven. Seveda pa je to priložnost tudi za to, da svoje dejavnosti v tem okolju tudi razširite, kaj ne? Seveda, mislim, nadaljevanje obnova dvorca Lantjerji je vezano na univerzo. Načrti so tudi prilagojeni za našo dejavnost, tako da mislim, da z Vipavsko občino in Vipavskim županom gremo v ta projekt skupaj naprej. Je pravzaprav nadaljevanje obnove prvega dela z isto vsebino, z istimi partnerji, upam, da tudi istim uspehom in tako naklonjenostjo, kot je bila do sedaj pokazana strani Vipavske občine. No, občina Vipava pa je tudi eden od tistih, ki so se prijavili na vaš razpis, ki ste ga prijavili na razpis, ste razkrili pred kratkim. Torej, govoriva o kampusu, o projektu, ki že leta in leta pravzaprav zaposluje tudi vaše misli in tudi denarnice, kaj ne? Žal je kampus res dolga oziroma predolga zgodba. Mi smo tukaj v Novi Gorici od leta 1996. Prvi idejni načrti za kampus so bili narejeni leta 2000. Danes smo leta 2013, bolj proti koncu leta, in še nič kaj ne kaže, da bi se projekt izgradnje kampusa sploh začel odvijati. Zato je univerza pravzaprav vzela stvari v svoje roke. Mi smo se odločili, da bomo sami poiskali lokacijo kampusa, da se ne moramo več zanašati po tolikih letih na lokalne skupnosti, ki so tako ali drugače te načrte spreminjale, nas prestavljale levo, desno, gor in dol. Nekako na univerzi, predvsem med akademskim osebjem, je rastel tudi občutek, da pravzaprav se nas ne jemlje preveč resno s tem kampusom, da se tudi tega problema ne jemlje preveč resno. Seveda, kampus je resen problem za univerzo. Univerza je razseljena, namesto da bi bila na enem mestu, da bi izkoriščala sinergije srečevanja ljudi, profesorjev, študentov, asistentov in tako naprej. Je praktično nevidna, ker je razdeljena na 5 lokacij
In seveda pri številu študentov, ki ga mi imamo, razdeljeni na 5 lokacij, nismo na nobeni lokaciji pretirano vidni, ne. Tako da je tudi občutek, da univerza v tem prostoru je, se ne vidi navzven. No, zato je bilo pač ključna odločitev v konec letošnjega poletja, da bomo lokalne skupnosti pozvali, pa ne samo lokalne skupnosti, tudi druge, ki bi imeli potencialna zemljišča za kampus, da enostavno izrazijo svojo željo, če želijo, da se v njihovih lokacijo zbere za kampus in potem se tukaj tudi razvija visokošolska dejavnost. Dali smo javni poziv in z odzivom na javni poziv smo zelo zadovoljni, mogoče celo nad pričakovanji. Dobili smo 6 zanimivih lokacij, ene bolj, ene manj, in 4 ponudnike, 3 so občine, 4. ponudnik je pa Primorje v stečaju. Lahko poveste, katere lokalne skupnosti so se odzvali? Ja, seveda, se ni nobena skrivnost, nekaj skrivati, ne. Ponudbo so oddale Mestna občina Nova Gorica, obdala jo je občina Vipava in pa občina Sežana. Lokacije so pa v centru mesta oziroma ob Kornu in v Vipavi je 6 hektarov zemljišča pod cesto, ne, če se peljete proti Ljubljani pod bivšo glavno cesto, pod Škofijsko gimnazijo, ne, bo mogoče bolj jasno. Lokacija v Sežani je pa nekje med Sežano in Lipico, eno zemljišče, ki je tudi zanimivo. In pa stečajni upravitelj je ponudil kompleks skoraj 6 hektarov zemljišč, ki jih ima v Ajdovščini, od Primorja bivšega, vključno z stavbami in tudi s poslovno stavbo. In pa zemljišče na Majskih Poljanah, ki ga verjetno gledalke in gledalci poznajo, to je tisto nedokončane Majske Poljane. Ne. Kako se boste odločali? Ja, zdaj postopek je, ne bom rekel dolg, ampak mogoče daljši, kot bi si kdo zamislil, ker to je le dolgoročna odločitev univerze. To se ne odločate od danes, kaj bo jutri ali pa pojutrišnjem, ampak to je lokacija, bo zacementirala pozicijo univerze mogoče za 50 let ali več, ne. Mogoče celo za zmeraj, ne, čeprav kaj je zmeraj, je relativno, je druga zgodba, ne. Zato mi moramo zdaj resno premisliti vse te lokacije, kaj so prednosti, kaj so slabosti, z arhitekturnega vidika, z urbanističnega vidika, z vidika naše dejavnosti, kako se prilagaja, kako se ni prilagaja. Konec koncev tudi finančni aspekt bo eden izmed, mogoče celo najpomembnejši, ne, kaj si lahko privoščimo v tem trenutku in katera sredstva smo potem za dano lokacijo sposobni pridobiti v naslednji evropski finančni perspektivi. Tako da postopek bo dolg, odločali bodo tako strokovni sodelavci, bodo pripravili svoje analize in v končni fazi bo moral svoje mnenje dati senat univerze, mednarodni odbor in končna odločitev je seveda stvar upravnega odbora in pričakujemo jo tam nekje v začetku marca naslednjega leta. In potem seveda kar ja, potem bo treba začeti delati. Ne. Prva stvar je seveda priprava idejnih osnutkov, kako naj bi tak kampus izgledal dolgoročno. Moje delo in delo mojih sodelavcev bo pa predvsem, kje najti denar, da tak kampus lahko začnemo graditi in to čim prej. Je izgradnja takega kampusa in potem funkcioniranje znotraj nekega okolja seveda priložnost tudi za rast univerze? Seveda, sej ravno zaradi tega kampus delamo, ne. Mi, če bi pogledal trenutno situacijo na univerzi, univerza ima dovolj prostorov. Trenutno se lahko pohvalimo, da imamo kvalitetne prostore, da imamo dovolj prostorov, vendar z dve napaki, ne. Ena napaka je, da smo razseljeni, to sem omenil prej, in druga napaka je ta, da širitev ni možna na teh, ne. Recimo, če vam dam primer stavbe v Stari Gorici v ulici Armando Diaz, ne. Tam imamo, ne vem, 1200 kvadratnih metrov prostorov, širitev za 5 kvadratnih metrov ni mogoča, ne. Skratka, trenutna situacija dobro pokriva zdajšnje potrebe, nima pa razvojnega potenciala, ne. Tega širitvenega razvojnega potenciala ni
In zato je tudi bila naša poizvedovanje po zemljiščih je bila omejitev 6 hektarov. Ne manj kot 6 hektarov, ker nas bo to pač omejevalo. In bo to omejevalo univerzo ne danes, ampak čez 10, 20, 50 let. Mi bi radi zastavili ta kampus dolgoročno. Mislim, da to povzroča določenim ljudem, celo lokalnim politikom težave, razumeti, da univerza razmišlja, kaj bo čez 50 let. Jaz mislim, da bi tudi lokalni politiki bi bilo zelo dobro, če bi razmišljali, kaj bo z njihovimi mesti, kraji, okolji čez 50 let, ne pa samo, kaj bo pred naslednjimi volitvami. Koliko pa en tak kampus, ko je umeščen v nek prostor, spremeni samo funkcioniranje tega prostora? Zelo odvisno. Če bi tak kampus, kot ga mi načrtujemo, postavili v New York, ne bi New York niti opazil, da smo prišli. Če postavite tak kampus kjerkoli v Sloveniji, tudi v Ljubljani, bi se seveda to poznalo. Seveda v krajih, kot je Nova Gorica, ali pa če zdaj govoriva o potencialno možni lokaciji Vipava, ja, ta kraj se bo v naslednjih 20 letih spremenil do te mere, da ga bo težko prepoznati. In tukaj je treba seveda to politično voljo predvsem, ne vem, če gre za politično voljo, gre za občutek. Za občutek, kaj je univerza, kakšen razvojni potencial je univerza in kaj lahko univerza v enem okolju v naslednjih 20, 30, 50 letih naredi. Ampak kot sem rekel, boste našli zelo malo ljudi, pa zelo malo lokalnih, pa tudi državnih politikov, ki so pripravljeni razmišljati, kaj bo s to državo čez 20 let. Če smem dati eno pripombo, ker nismo vedeli, kaj bi z njo naredili v zadnjih 20 letih, smo prišli tja, kjer smo danes. Ne vemo, kaj bo v naslednjih 20. Ja, ker nikoli nismo začrtali zelo jasne vizije razvoja te države. Država ni kaj bistveno drugačna, malo bolj kompliciran sistem je kot ena univerza, ali pa eno veliko podjetje, ampak brez vizije nobena stvar ne preživi dolgoročno. No, univerza ni samo izobraževalna, je tudi znanstvena inštitucija. Vi imate veliko izkušenj na področju znanosti, bili ste tudi direktor inštituta Jožef Stefan v Ljubljani. Je dovolj prostora za ta znanstveni del v našem okolju, v naši državi? In kako se kaže? Zakaj pa ne? Jaz mislim, da ga je. Znanost, predvsem pa razvojne raziskave, to je nekaj, kar je lahko prednost ene države, tudi majhne. Jo prepoznavamo, to sem imela v mislih. Jaz se bojim, da ne. Jaz se bojim, da ne. Moj občutek je, da se stanje na tem področju ni bistveno spremenilo in da se že od osamosvojitve naprej, recimo raziskovalno delo, znanost pojmuje kot strošek in ne kot naložbo v prihodnost. Znanje kakršnokoli, zdaj ali ga daste človeku, ali ga imate v obliki neke znanstvene misli ali kakorkoli drugače, to je potencial naložba v prihodnost. To je velik potencial za razvoj v prihodnosti in če tega ne prepoznavate, je seveda to pač vaš problem, ampak to pomeni, da če tega potenciala ne prepoznavate, ga nikoli ne boste izkoristili. Ker je pa znanost ni lokalna, je svetovna, če ga ne bomo mi izkoristili, ga bo izkoristil nekdo drugi. To se že dogaja, ne? Ja, to se je vedno dogajalo. To ni nek pojav, ki je nov. Mi to vemo, znanost je globalna in ne vem, če vam dam zdaj primer, vaša GPS naprava v avtomobilu, ki vas pelje na vaš cilj, tukaj noter je en kup enega znanja, ki ni slovenskega. Nekdo ga je porabil, je te naprave naredil in nam jih je na koncu prodal. Lahko bi pa mi to porabili, pa mi prodali. Tukaj je zgodba zdaj. Ali bomo kupci znanja, kljub temu, da ga ustvarjamo, ali bomo pa znanje znali v svojo okolico prodati in od tega nekaj imeli. Smo morda na tem področju sistemsko preveč zaprti? Posamezniki že, posamično se že odpiramo. Posamezniki so vedno do te mere svobodni, da se lahko premaknejo iz enega konca sveta na drugi konec sveta. Celo v zelo zaprtih državah uspe komu uideti in iti v drugo okolje. Tako da to je en proces, ki je od vedno tekel.
in tudi mislim, da bo vedno tekel. Posamezniki se bomo premikali, se ne bomo zaustavljali na mejah, bolj trdih, bolj mehkih. Drugo je pa, če tisto, kar sem povedal prej, ali mi to znanje pustimo, da se nekontrolirano giblje okoli nas, ali smo ga pa sposobni ustvariti okolje, kjer bo to znanje uporabljeno in ga bomo na koncu tudi prodali. To pa zahteva sistemske rešitve, to pa ne gre samo od sebe. Premikanje ljudi gre samo, to ni treba nič narediti, ljudje bojo šli, če bojo hoteli iti. Medtem, ko drugi del pa ne gre, tisto treba pa sistemske ukrepe narediti, da se znanje lahko uporabi in potem tudi proda naprej. No, vaša univerza seveda skrbi za to, da se znanje giblje, kaj ne? Tako vi gostite tuje študente, kot vaši študentje obiskujejo tuje univerze. Naša univerza je od vsega začetka si želela biti mednarodna, v smislu mednarodne odprtosti. Ne v smislu, da bi imeli nek mednaroden status. Mogoče tudi kdaj v prihodnosti to pride, ne vem. Ampak v smislu odprtosti, mednarodne izmenjave ljudi, zaposlovanje tujcev, študij tujih študentov pri nas, študij naših študentov, recimo del programa zunaj. In to mislim, da je še vedno, to smo dobro razvili v zadnjih 17 letih in mislim, da je to ena od tistih znamk, po katerih je naša univerza znana. Mi imamo v tem trenutku približno 35% zaposlenih je tujcev. Mogoče povem, da imamo preko 185 zaposlenih, da to ni več SP z 2 zaposlenima, da je to resna ustanova. 35% je tujcev, ti so zadovoljni pri nas, nekateri si želijo ostati, se celo učijo in naučijo slovenščine. In na podiplomskem študiju je delež tujih študentov 50%. 50% Slovencev, 50% tujcev. Na dodiplomskem seveda so te številke močno v prid lokalnim študentom, mislim slovenskim študentom, ampak eden od razlogov je tudi ta, da je slovenska zakonodaja glede uporabe angleškega jezika na univerzah precej toga in seveda študij v slovenščini ni ravno magnet za tuje študente. No, seveda se vi tudi kot rektor morate udeleževati različnih posvetov in srečanj tudi s tistimi, ki krojijo našo politiko in pišejo zakone, tudi na odborih vas srečujemo, kadar spremljamo, koliko pač lahko imate rektorji, ste tudi član rektorske konference, kjer ste vse 4 univerze v Sloveniji združene. Koliko imate pravzaprav rektorji vpliva na to, kako pravzaprav naj politiki, ki na koncu udejanjajo svoje zamisli skozi zakone pravzaprav? Jaz bi mogoče besedo ali pa vprašanje, koliko imamo vpliva, zamenjal z koliko nas poslušajo. Koliko imate sploh možnosti? Ja. Rektorji imamo različne vpliv, močnejši, šibkejši, na raznih področjih v družbi. Žal velikokrat ugotavljamo, da imamo veliko več vpliva v tujini, kot ga imamo doma. Ampak mene vpliv niti toliko ne skrbi. Tisto, kar me pa bolj skrbi, je to, da smo premalo poslušani. Konec koncev, to smo ljudje, pa ne samo rektorji, tudi prorektorji, pa dekani in tako naprej. To so ljudje, ki veliko vejo, ki poznajo sistem visokega šolstva v drobovje, ki poznajo sisteme visokega šolstva po drugih državah in imajo veliko za povedati. In pametni politiki po svetu seveda te ljudi poslušajo. Seveda se zavedajo, da je tudi kakšen lobistični pristop sem pa tja primešan, ampak poslušati, za politika je zelo pomembno, da zna poslušati in oceniti, kdo mu je pametne stvari povedal in kdo ne. Tega v Sloveniji žal ni. Mislim, tale jarek med politiko in ljudmi, ki nekaj vemo, je vsak dan širši. Komunikacija je vse slabša, pa če še mi čez ta jarek še kaj krčimo,
Ne? Prvič nas na drugi strani zelo slabo slišijo, a se pa delajo, da slabo slišijo. Ne? In to je v bistvu škoda za to državo, zato ker znanje in izkušnje, ki jih eni ljudje imamo in ki bi jih radi prenesli naprej in ki bi jih radi dali, če tako rečem, v službo ali pa na uslugo tej državi, to ni porabljeno. Ne? In to je en potencial, ki ga Slovenija ima in ki ga ne izrablja. Mi kot posamezniki se potem kričati naveličamo, ne? Ampak to je slabo, ne? Ker to samo povečuje to razdaljo, tale jarek med enim in drugimi. Ne? In potem velikokrat pridemo do nekvalitetnih odločitev strani politike, enostavno zato, ker se je ta komunikacija otežila oziroma tako kot jo mi vidimo, vsaj ne, pripovedujemo, ampak na drugi strani imamo gluhega sogovornika. No, tako se je zgodilo pri zadnji prenovi, to je bilo uvedba bolonjskega načina študija, kaj ne. In vi sami imate tudi veliko izkušenj s tem, kako pravzaprav takšen visokošolski študij poteka v tujini. Kako ste vi zadovoljni? Zdaj pač ta bolonjski način študija pač poteka, je uveljavljen. Kakšne so vaše izkušnje in primerjave recimo s tujino? Bolonjski sistem je en primer tistega, kar sem prej pripovedoval. Bolonjski sistem je uveden politično. Ne politično v Sloveniji, ampak politično v Evropski uniji. To je bil politični projekt, kako izenačiti visokošolske sisteme v različnih državah, zato da se omogoči večja pretočnost ljudi, primerljivost diplom in tako naprej. Skratka, izenačiti. Francija je imela zelo različen sistem od Nemčije, Angleži že itak imajo čisto drugačen, anglosaksonski sistem univerz je drugačen, kot je v centralni Evropi. Ne? In želja Evropske unije je bila to izenačiti in tudi omogočiti večjo mobilnost študentov. Če bi šla zelo nazaj pogledati, ne, v bistvu politični razlog za to je mlado generacijo narediti bolj evropejsko, kot smo mi te stari, ker mi smo navajeni nacionalnih držav, ne, smo v nacionalnih državah živeli. Ne. Evropska unija je pa pravzaprav ideja, da Evropa postane malo, če drugega ne vsaj ena konfederacija, malo močnejša, kjer se bojo ljudje počutili Evropejci. Nas so odpisali, kar je prav, ne, ker stare ljudi je težko kaj spreminjati. Ne. Na mlado generacijo so se pa obrnili in so rekli, ok, mlada generacijo treba spraviti skupaj, da dobimo bodoče Evropejce. Se ideja niti ni slaba, ne, če tako pogledate. Sej nacionalizmi v Evropi niso prinesli nič dobrega, če pogledava zgodovino nazaj. Ne. No in od tukaj je šla potem bolonjska reforma ven in spet, ne, žal so vzeli politiki v svoje roke in premalo poslušali strokovno javnost in strokovnjake, ki so se na te sisteme spoznali. In naloga poenotenja slovenskega visokošolskega prostora niti približno ni lahka. In če smem tukaj na javnem mediju tako reči, ne, mislim, da presega sposobnosti tistih, ki so bolonjsko reformo začeli in jo potem tudi politično naprej peljali. In zato je seveda z uvedbo bolonjskega sistema prišlo do določenih težav, ki se zdaj kažejo ne samo pri nas, po celi Evropi. In jaz mislim, da prihaja čas, zdaj čisto v kratkem, ne, ko bo treba te rezultate pogledati, bo treba ugotoviti, kaj funkcionira dobro, kaj ne funkcionira dobro in to bolonjsko reformo prvič revidirati. Zdaj, če lahko govorim recimo, če vam naredim tako zanimivo primerjavo, kaj se je zgodilo. Anglosaksonski sistem pozna ta 3+2+3, famozni, ne? 3 leta prve stopnje, 2 leti magisterija, 3 leta doktorata ali 4 leta doktorata. Ampak tudi ni enoten, ne? To je Anglija. Če greste v Ameriko, je bolj 4+5, ne? Ali pa če bi rekel 4+1+4. Ne? De facto se izkaže, da je 4+5, s tem, da magister lahko po 2 letih iz doktorskega študija zaključi in gre ven. Ne? No in tukaj prvi tak resen problem bolonjske reforme je prva stopnja. Ali je 3-letna ali je 4-letna. Mi smo verjeli Angležem, da je lahko 3-letna
Ampak smo pozabili pogledati to, da ima Anglija izvrstne srednje šole, elitne srednje šole. In si seveda lahko to privošči. Mrskje v Evropi ni elitnih srednjih šol, zelo slabe so ponekod, ne. In zdaj seveda, če dobiš ti v prvi letnik, če gledava prej po starem, je bilo 4 leta, ne, si prvi letnik lahko privoščil, da si zgladil te pomanjkanje znanja študentov prvega letnika, oziroma si zgladil razlike med različnimi kvalitetnimi srednjimi, kvaliteto srednjih šol in potem si pač 3 leta nadaljeval. Zdaj dobiš istega dijaka z istimi razlikami v prvi letnik, kjer pa, zato ker študij traja samo še 3 leta, nimaš več enega leta, da bi te razlike zgladil. In se izkaže, da je to problem. Večina nas potem to naredi, da te razlike vseeno probamo malo pogledati, ampak potem nam pa zmanjka 1 leto za tisto malo bolj poglobljeno znanje in se nam kaj lahko zgodi, da bojo, če se že ne dogaja, da bojo diplomanti prve stopnje manj zaposljivi, čeprav smo cilj bolonjske pa je, da bi bili diplomanti prve stopnje bolj zaposljivi, kot so bili prej diplomanti 4-letnih univerzitetnih programov. Ampak to so taki subtilni problemi v sistemu, ki če se s tem ne ukvarjaš, jih ne poznaš in jih ne moreš na eni seji odbora, parlamentarnega odbora za visoko šolstvo rešiti, ker niti ne veš, da obstajajo. Tako da tukaj je do neke mere, jaz niti ne bi rekel zamera, saj konec koncev, če me pustijo na miru, je moje življenje lažje, ne? Ampak ni pa prav, da stališča države ni prav, da ljudi, ki znajo in ki imajo to znanje, se enostavno v Sloveniji premalo posluša. Pa to ni samo na področju visokega šolstva. Povsod. Ampak se dajo te stvari predvideti verjetno, ne, z nekimi... Kakšne stvari bi se dalo predvideti in jaz mislim, da če bi Evropa skopirala ameriški sistem 4+5, bi lažje prišla skozi, kot pa da je šla na 3+2+3, ne, da je kopirala angleškega. Ne. No, tudi v prihodnje seveda pripravlja se nov zakon o visokem šolstvu, ki je deležen mnogih kritik z vseh strani. Kakšna je vaša ocena? V Sloveniji so vsi zakoni deležni kritik, upravičeno in neupravičeno. Ja, zdaj nov zakon, prva taka splošna ocena tega zakona je, da je bistveno premalo ambiciozen in da v bistvu ponekod dela celo korake nazaj, namesto korake naprej. Mi se leta in leta pogovarjamo o novi zakonodaji na področju visokega šolstva. Veliko smo o tem tudi v javnosti povedali in ključno je to, da se univerzitetni prostor odpre in pomakne naprej. Da ne vztrajamo na nekih modelih, ki so modeli mogoče iz preteklosti ali sedanjosti in ki se kažejo, da niso najbolj optimalni. Imamo v okolici tudi nekaj držav, ki so naredile te korake in ki so danes zelo uspešne. Recimo kot primer lahko vzamemo Avstrijo, ki tudi niti ni bistveno večja od nas, ne, ja, je večja, ampak ne 100-krat, ne, ki je pred 6-7 leti šla res v reformo visokega šolstva. Bom povedal par primerov, kaj so naredili. Ne. Ker so rekli, naše univerze niso kompetitivne, ne morejo tekmovati z najboljšimi, niti z najboljšimi univerzami v Evropi in je treba sistem spremeniti, da bodo to kompetitivnost lahko dosegle. Spremembo zakonodaje, recimo en primer je bil ta, da so uvedli korporativno vodenje univerz. Recimo, vi imate danes primer, tudi Slovenijo, če vzamemo, ne, Univerza v Ljubljani ima 350 milijonov letnega prihodka in to vodi rektor, ki je izvoljen. Mislim, jaz ne vem, v katerem resnem podjetju bi izvolili direktorja delavci zato, da bo vodil firmo, ki obrača letno 350 milijonov. Vsi so rekli, ne, to ne gre, to je star model vodenja univerz, rektor mora imeti določena tudi poslovna znanja, mora imeti okoli sebe ekipo, ki je dinamična, ki se lahko hitro obrne, ki lahko prinaša hitre odločitve. Današnji svet je hiter. Ne pa odločitev, ki jo morate dati na senat in kjer lahko potem traja leta,
da pridete do odločitve. Ne. Vse je šlo že mimo in v akademskem okviru se še vedno debatira, kaj bi in kaj ne bi. Ja, tak je akademski okvir, ampak zato ga morate spremeniti, ne, če hočete postati moderna univerza. Postati modern niti ni treba daleč pogledati. Ne. Pogledate v Ameriko, kjer so univerze obnašajo čisto drugače in je tudi čisto druga logika in študenti dobijo zaradi tega več in države, sistemi in tako naprej. Druga taka pomembna, recimo pomembno vprašanje je, ali so profesori javni uslužbenci ali ne. Odgovor je ne. Čeprav so pri nas in še marsikje drugje so. Ampak odgovor je ne. Kako je lahko nekdo, ki je recimo znanstvenik, poleg tega, da je profesor, ne, recimo tudi znanstvenik, kako ga lahko primerjate z enim uradnikom na, ne vem, na pravni enoti, na občini, ne vem kje. Ne more biti javni uslužbenec. To je oseba, ki samostojno misli, ki jo niti ne morete prisiliti, da misli, niti jo ne morete prisiliti, da vam 8 ur dela, on vam lahko sedi in 8 ur pravi, da dela, pa ne dela, zato ker vi ne vidite v njegovo glavo, kaj se mu v glavi dogaja. Ne? Skratka, to je skregano z osnovnim konceptom znanstvenika, da ga narediš za javnega uslužbenca. Avstrijci so se temu odpovedali, tudi na zelo eleganten način. To je tudi zanimivo, ne, ker da ne narediš revolucije, ne, ampak so rekli enostavno, gledajte, nov zakon, od zdaj naprej vam več ni treba biti javni uslužbenc. Tisti, ki ste zdaj v službah na univerzah, ste javni uslužbenci, si lahko odločite, ali to ostanete še do konca, do penzije, ali pa ne več. In so se ljudje različno odločali. Tisti, ki na novo prihajate v službo, pa niste javni uslužbenci. V bistvu si naredil eno prehodno obdobje, brez da si preveč razburil ljudi, kjer boš praktično v enih 10 letih, ali pa mogoče kakšno leto več, bojo vsi zaposleni na univerzah, ne bodo več javni uslužbenci. Skratka, to se ve, ne, kaj so moderni pristopi, ampak v Sloveniji se tega žal ne da upeljati, ne, ker enostavno jaz mislim, da prvič tudi ni politične volje, da bi v take velike spremembe šli in po mojem bi bilo tudi kar nekaj težav. Sindikalna gibanja so v Sloveniji bistveno premočna, krojijo usodo, zavirajo razvoj Slovenije in razvoj visokega šolstva. Ampak saj, če pogledate tukaj, visoko šolstvo pravzaprav deli usodo z ostalimi področji v Sloveniji. Mi nočemo napredka, mi nočemo nobene spremembe in to nas bo pokopalo, če bo šlo tako naprej. Vse skupaj, torej se odraža tudi na vaši dejavnosti. Se vidimo, ne, če pogledate, vztrajamo poglejmo zadnjih 20 let, kaj se nam je zgodilo. Ne. Prej sva prišla v studio in gledala zastavice, koliko jih je že teh zastavic. Ne. Ja, ampak mi še zmeraj vztrajamo na istem načinu. Nočemo spremeniti. Ne. Jasno je, da nas je ta način nas ni pripeljal v uspeh, ampak mi še zmeraj vztrajamo na teh modelih, ki so zastareli in pravzaprav nas napeljejo v svetlo prihodnost. In z tega stališča, ne, če se vrnem nazaj, jaz ocenjujem ta zakon kot neambiciozen. Če bi moral z eno besedo. Tako z eno besedo. Veliko je detajlov. Bi rekel neambiciozen. Detajlov je ogromno. Tako. No, vaša univerza je zasebna univerza. Rekla sem prej, da ste člani rektorske konference, vi osebno. Ostale 3 univerze, ki so tudi zraven, so seveda javne univerze. Kakšna je razlika pravzaprav v poziciji vaše univerze vizavi javnih univerz? Razlike ni nobene. To je tisto, kar je najbolj hecno pri vsej tej zgodbi. Mi upravljamo, mislim, tukaj naletiva na problem definicije javne službe. Mi imamo napačno definicijo v glavi, ker mi mislimo, da je javna služba enako javni zavod. Ni res. Javno službo lahko upravlja kdorkoli, ki je na tistem področju usposobljen. Se pravi, ni nujno, da je, če greva zdaj na visoko šolstvo nazaj, pol lahko greva na kaj drugega, ne? Te dni je zelo popularno področje zdravstva, ki se tudi srečuje za koncesionarji. Ne? Če greva zdaj nazaj na visoko šolstvo, mi upravljamo isto delo, kot ga upravljajo javne univerze. Isto. Mi ne delamo nič drugače.
Mogoče smo na malenkost drugače organizirani, ker smo zasebni, naši sodelavci niso javni uslužbenci, ne, kar je dobro, bolj dobro kot slabo. Ne. Tudi mislim, da nobene želje nimajo, vsaj da bi jaz vedel, ne, da bi postali javni uslužbenci, jim je tako čisto v redu, se jim nič slabše ne godi, kot se godi javnim uslužbencem. Ne. Ampak drugače pa opravljamo isto delo. Isto raziskovalno delo, isto pedagoško delo na enak način, če ne govorimo zdaj o detajlih. Se pravi, v bistvu definicija javne službe je, kaj javna služba je, ne pa kdo jo opravlja. Mislim, to je napaka, to jaz mislim, da je tudi v zdravstvu napaka. Ne? Mi moramo definirati, kaj javna služba je. Na področju visokega šolstva vam jaz lahko v 2 stavkih povem, kaj je javna služba. Javna služba je izobraževanje mladih ljudi, univerzitetno izobraževanje mladih ljudi in raziskovalno delo, oboje na načine in prvič avtonomno in drugič na načine, kot je to praksa v svetu. In tukaj smo vsi enaki. Ne? In zakaj pri nas se ta delitev zdaj na javne zavode, ne javne, ne? Nas, če hočejo grdo govoriti, nas rečejo, smo zasebni, kot da je to nekaj groznega. Ne? Ne vem, nismo še po 20 letih še zmeraj govorimo o zasebnem kot o nečim groznem. Zasebno ni nič slabega, če dobro funkcionira, je pač zasebno, ne? Nič narobe. Ne? In tukaj zdaj tudi v tem zakonu poskušamo, ne, dopovedati, da naj se ta javna služba končno že enkrat pravilno definira, odpre. Zame ni pomembno, ali izvaja en študijski program javni zavod ali ne javni zavod, ne, ali pa ne vem kakšen državni ali nedržavni ali javni pa privatni, kakorkoli že. Zame to je nepomembno, zame je pomembna kvaliteta tega dela. Ali mi študentu, bodočemu intelektualcu damo primerno znanje, ga primerno usposobimo za kariero in za njegovo življenje, ne? A bo, ko bo zaključil študij, imel neke relativno visoke možnosti, da bo dobil zaposlitev. Skratka, to so pomembne stvari. Ne pa, ali sem jaz javni ali ne javni. Brez veze. Ne? Mislim, kaj? In pa seveda motivacija študenta, da čim prej tudi zaključi ta študij, kaj ne? Ja, motivacija študenta, da zaključi študij, bi bila, če ne bilo absolventskih stažev. Ne? Ja. Recimo, približno, zdaj se ne bom spomnil, mislim, da že od ministra Golubiča naprej, ne, se pravi, se je nekaj ministrov že zamenjalo vmes, smo na Univerzi v Novi Gorici predlagali, da se absolventske staže ukine in da se denar, ki se porabi za absolventske staže, nameni tistim študentom, ki so v roku zaključili študij, in potem država za pol leta ali za 1 leto da nek denar, da si lahko v miru poiščejo prvo zaposlitev. Jaz mislim, da to bi bilo bistveno bolje. Zakaj? Tudi, če zaradi drugega, ne zaradi tega, ker bi nagrajevali tiste študente, ki so pravočasno končali, zdaj z absolventskim stažom pa silimo dobre študente, da ne končajo. Ne? Zato, ker če konča, kaj je? 1 leto statusa izgubo, 1 leto zavarovanja, 1 leto študentskih bonov in tako naprej. Ne? Se pravi, študente, ki so sposobni končati v roku, silimo, da ne končajo v roku. Mislim, če država tega ne vidi, da je to narobe, jaz ne vem, kako naj jim oči odprem. Ne? Kolikšen pa je interes teh javnih, kot sva rekla, teh javnih univerz tudi potem, da vendarle to število absolventov še vedno obstaja? Jaz mislim, da se je ta interes tudi na javnih univerzah zmanjšal. Ne? Ker gledajte, to je bilo aktualno, če govoriva zdaj stališča univerz, ne? Je bilo to aktualno, ko smo bili plačani po številu študentov. In takrat ne, so se tudi univerze, jaz bi rekel temu, naša ne, ampak za druge vem, da ja, rahlo neodgovorno obnašale, ker so vedle, ne, da število študentov, ki ga vpisujejo, tudi službe ne bodo dobilo in tako naprej. To je tisto, o čemer velikokrat govorimo, kakšna je odgovornost univerz. In odgovornost univerz je zelo velika, mimogrede. Ne. In seveda je financiranje po številu študentov naravnost univerze potiskalo v to, da je bilo število čim večje, če smel pa še absolvente v registru, se dobil pa še več denarja, ne, ampak to je napaka v sistemu in tako napako morate odpraviti. In prvi korak je tukaj bil narejen, ko se je spremenil način financiranja.
v trenutnem načinu financiranja nimaš nobene prednosti, če upišeš dvakrat več študentov ali pa dvakrat manj. Se pravi, se bo ta zadeva sama počasi uredila in tudi mislim, da zdaj niti javnim univerzam, niti nam ni v nobenem interesu, da bi imeli tam cel kup nekih absolventov, ne vidim razloga, zakaj bi to bilo dobro. Ne. Bi bilo pa za ugled univerz izjemno dobro, če bi se čas študija skrajšal, ker gledajte, to vsak vidi, da če čas študija 30% daljši kot drugje, da je to tudi 30% več denarja za to zapravite. Ne? In poleg tega, če bi se bolj aktivno vključili v iskanje zaposlitev mladim diplomantom in jim celo finančno pomagali tistim, ki končajo pravočasno, jaz mislim, da bi bilo to za univerze zelo koristno in bi dvignilo naš ugled. Ne? No, nekateri kritiki tega novega predloga zakona pravijo tudi, da bodo nekatere fakultete oziroma visokošolske ustanove pravzaprav kar izginile, tiste, ki danes še imajo koncesijo. Ne? Saj, če bi kakšna izginila, ne bi bilo tako hudo. Ne? Da bo ponudba pač manjša. Ja, bom tako povedal. Visoko šolstvo, zakon leta 1994 je odprl možnosti novih univerz, novih inštitucij. In to je bilo zelo dobro. Jaz mislim, da to je bilo za takrat, 94. leta, je bil to velik korak naprej. Ne? Od tiste zaprtosti dveh univerz v Sloveniji si odprl visokošolski prostor, da so sploh lahko nastale nove inštitucije. In tukaj je treba dati kapo dol pred takratnim ministrom Gabrom, ki je to širino imel in si je pravzaprav upal v to iti. Sej mislim, da ravno čislali ga na takratnih dveh univerzah zaradi tega niso, ne? Je bil deležen marskatere kritike. Ampak to je bil za tiste čase en velik korak naprej v slovenskem visokem šolstvu. Žal nam je pa ta proces potem ustanavljanja samostojnih visokošolskih zavodov malo pobegnil, jaz pravim, tako kot da bi nam pes ušel z verige. Ne? In danes je poplava, za 2-milijonski narod poplava teh inštitucij, ki so pa različno kvalitetne. In jaz mislim, da kje nismo odigrali prave vloge, je ravno pri kvaliteti. Ta dopolnitev visokošolskega sistema tudi z posameznimi fakultetami je smiselna, če je ta dodatna ponudba kvalitetna. Če ta dodatna ponudba ni kvalitetna, potem tudi nič ne pomaga, če jo imate, ampak mogoče kvečjemu zavaja mlade ljudi, da se upisujejo na napačne konce. Tako da moje mnenje je, visokošolski prostor je nujno pustiti odprt, ga ne smete zapreti, ga bo postal zatohu, tako kot je že bil zatohu, bo ponovno postal zatohu, pustiti ga odprtega, vendar stalno kontrolirati kvaliteto teh inštitucij in če niso kvalitetne, brez strahu stvari zapreti. Kdo pa naj bo tisti, ki nadzira? NAKVIS imamo, konec koncev od nekaj let imamo samostojno agencijo v Sloveniji, ki akreditira, evalvira, reakreditira visokošolske inštitucije, posamezne študijske programe, dele inštitucij. Skratka, oni so tisti, ki morajo zbrati korajžo, ker v Sloveniji je grozno težko nekomu reči, da to je za nič. To je dobro, to je pohvale vredno, tale reč pa žal je za nič. Mi tega, ne vem, ali ne zmoremo, vsaj v obraz ne povedati. Ne? Ampak NAKVIS bo moral zbrati to korajžo, da bo zbral te prave strokovnjake, ki bodo te inštitucije ocenili in potem za to oceno stati in reči, gledajte, vi ste preslabi, konec je zgodbe, ne? Vas ne bomo več akreditirali. Ne? No, rekla sem že prej, vi ste zasebna univerza in vas bo pravzaprav v tem samem delu zakona, ki predvideva načine študija, pravzaprav najmanj prizadelo vizavi vaših kolegov, kaj ne? Torej, tudi delno imate plačljive študijske programe, kaj ne pri vas? To bo pa na javnih univerzah po predlogu tega zakona nekaj novega. Kaj vi menite o tej plačljivosti študija? Ja, moje mnenje je tako malo drugačno kot mnenje drugih. Jaz sem zagovornik šolnin. Šolnine, kakorkoli, naredijo študij bistveno bolj resen. Ljudje se zavedajo, da so morali za to nekaj plačati in za tisto, kar so plačali, hočejo tudi nekaj dobiti, pa tudi starši, če je zastonj, je zastonj.
če je pa za plačati, pa malo Malo bolj pogosto nadzora. vprašali, kaj si za ta denar naredil. Ne? Seveda pa se je treba pri šolninah je treba biti, oziroma se je treba zavedati prostora, v katerem živiš. Slovenija se je bistveno spremenila od tistih časov, ko smo bili približno vsi enaki in kjer je bil najbrž neplačljiv študij celo smiselen. Ne? Jaz si pa danes se je Slovenija razslojila. To nam je vsem jasno, da se je razslojila in po mojem mnenju tak študij zastonj za vse nima več nobenega smisla. Zakaj ne bi ljudje, ki imajo denar, svojim otrokom šolanje plačevali in ta denar, ki gre zdaj za to, da je vse zastonj za vse, ne, namenili tistim staršem, ki pa nimajo možnosti, ki imajo inteligentne otroke, ki imajo sposobne otroke, ki pa nimajo sredstev za to, da bi otroke. Se pravi štipendijami. Tako. Vi imate šolnine v celem sistemu, s tem, da se pa socialno šibkim, Sklad za štipendije. talentiranim ljudem iz socialno šibkih družin pomaga, ampak ne pomaga tako, kot se pomaga zdaj na pol, da potem še zmeraj, ne, da mu nekaj daste, ampak on še zmeraj nima denarja za si kupiti kruh v Ljubljani, če gre v Ljubljano. Potem je študij pokrit do konca, se pravi vse. Ne samo, da mora plačati šolnino, ampak mu država iz sklada plača šolnino, mu plača bivanje v domu in najbrž mu mora še eno mehno štipendijo zraven dan, da se lahko preživlja. To je zame socialni pristop k visokemu šolstvu. Plačljivo ne bo, tudi tak je, ne, se pravi, da se zavedamo, da to ni nekaj, kar je zastonj, ampak to je nekaj, za kar je treba v življenju plačati in se za to tudi boriti in potruditi, da boš to pridobil. Ampak z velikim socialnim čutom ljudem, ki nimajo možnosti, je treba omogočiti. Za državo stališča človeškega kapitala je pomembno, da vse ljudi, ki so sposobni se šolati, izšolate. Ne pa, da pustite ene neizšolane, zato ker, ne vem, iz nekih socialnih razlogov te možnosti nimajo. In gledajte, če spet pogledamo, ko vsi vam bodo rekli, ameriški sistem je divji. Sploh ni res. Ameriški sistem je bolj socialen, kot je naš trenutni sistem. Zato, ker vsaka dobra univerza ima lastne sklade, zato da talentirane ljudi privleče na svojo univerzo in če nimajo finančnih sredstev za študij, jim pokrijejo vse. Ampak poznam eno kolegico fizičarko, ki je študirala na Princetonu, na zelo ugledni ameriški univerzi, Slovenka, in je seveda tako štipendijo dobila, ker ona očitno starši tudi niso imeli, tam so šolnine 40.000 evrov na leto, se ne pogovarjamo o šolninah 2.000 evrov na leto, 40.000. Ja, iz enega sklada je dobila, so vse pokrili, ona je študirala, ampak prav vnuk od gospoda, ki je ta sklad ustanovil za pomoč, je vsake 2 meseca se morala pri njemu oglasiti in mu povedati, kako napreduje. Denar, ki ga je njegov star oče vložil v to fundacijo, zato da imajo študentje možnost študirati, ne dobiš kar tako. Te pride vprašati, a se trudiš, a rabiš kakšno pomoč, ali ti ne gre. Skratka, jaz mislim, da je to sistem ameriški, ki je po mojem bistveno bolj socialen kot to, kar imamo mi zdaj. Ki je na nek način za vse zastonj, ampak sej ni res zastonj. Sej, če ste vi ena revna družina, vi svojemu otroku študentskega doma ne morete plačati. Študentskega doma zastonj v Sloveniji pa ne dobiš. Tako da, ja, jaz sem za šolnine v enem takem zelo socialnem, z veliko, bom rekel, skrbjo, socialno skrbjo za tiste, ki tega ne zmorejo. Po drugi strani se mi pa zdi, bom malce karikiral zdaj, da ljudje, ki se vozijo v avtomobilih vrednih 100.000 evrov, imajo zastonj šolo za svojega otroka. To se mi zdi skoraj perverzno. No, se na vseh področjih v tej državi se vendarle te stvari nerazumljive dogajajo. Veste kaj, mi smo pozabili, da se je družba naša razslojila. Da so velike razlike. Mi v prejšnji državi ni bilo tako velike razslojenosti, kot je danes. In tam, če smo imeli potem neke socialne ugodnosti, eni ali drugi, se ni to zelo veliko poznalo, ker nihče niso bile take velike razlike. V Sloveniji je danes družba razslojena, gledajte, in
temu primerno morate prilagoditi tudi visokošolski sistem. Če živite v razslojeni družbi in če hočete kot država biti uspešen in izrabiti vse človeške potencijale, potem morate sistem delovanja visokega šolstva spremeniti. Ne gre drugače, drugače ne bo funkcioniralo. No, na vaši univerzi to deluje, kako pa vaši kolegi, ste bi morali njih vprašati, boste rekli, gledajo na to, imajo kak pomisleke verjetno? Saj lahko povem, da sem edini zagovornik šolnin v Sloveniji. Ne? Ampak tako, kot ste zdaj lepo razložili, ta sistem bi lahko funkcioniral. Še dolgo ne pri nas. Se strinjam, seveda bi funkcioniral. Postaviti ga je treba in sem vam garantiram, v enem letu funkcionira zadeva. Ne? Ampak je odpor do tega. Ne? Mi še kar, veste, mi recimo visokošolski, to vidite en lep primer, kako visokošolski sistem ne prilagajamo drugačni družbi. Mi ga še zmeraj vozimo na takem sistemu, na taki družbenem sistemu, kot je bil prej. Ne? Ga ne prilagajamo na nove razmere. In seveda država ne bo zmogla. Glejte, če zdaj mi mislimo, da bomo lahko imeli zastonj študij za vse študente v Sloveniji, za te, ki so iz revnih družin, kot tu, ki so iz dobro stoječih družin. Ne, to treba višati davke, ampak to ne gre v nedogled. Ne? Pravi, mi ne moramo samo višati davko in reči, vsem bomo omogočili vse zastonj. Mi bomo morali iti, družba je razslojena, in bomo morali iti v podsisteme te države z jasno sliko, da se je družba razslojila in te sisteme prilagoditi razslojeni družbi. Drugače nam ne bo funkcioniralo. Na koncu bomo imeli vsi na pol zastonj, ne? Kar pomeni, da premožni bodo lahko, ostali pa ne bodo mogli. Ne? Torej pričakujete, da se ne bodo strinjali s tem, oziroma že veste, da se ne bodo na to pristali. Ampak dobro, če bi dosegli to, da ne bi bili več profesori javni uslužbenci, potem bi morda lahko prenesli ta pogled tudi na to, da pač država ne financira vsega. Mislim, pri javnih uslužbencih je tako, da ne vidim, koliko je zelo povezan ta problem javnih uslužbencev z sam pogled na to, kdo je komu kaj dolžen. Se pravi, država mene plačuje, ne plačuje še tisto, kar je se pravi ta del. Mogoče je to do neke mere. Predvsem v sistemu javnih uslužbencev to je sistem, ki je za akademskega človeka, nekoga, ki dela v akademski sferi, bistveno bolj kompetitiven. In tvoje življenje je težje. Ampak jaz mislim, da če si tako visoko izobražen, moraš sprejeti večje izzive kot drugi ljudje. Ne moreš reči, da jaz bom pa približno nekako se obnašal tako kot en uradnik na občini ali pa ne vem kje. Ne, ti si dolžan, ti si pač človek, ki lahko daš več in moraš dati več. In jaz vidim ta odpor do ukinitve, predvsem v starejši generaciji ljudi, ki so bolj mojih let ali pa mogoče še celo starejši, niti ne nekih globokih razlogov, ampak bolj zaradi tega, ker so pač tako bili navajeni celo svojo kariero. In ljudje, ko smo starejši, se težko znebimo navad iz mladosti. Ampak graditi je treba, sistem je treba graditi na mlajših ljudeh. In jaz mislim, da med mladimi docenti, izrednimi profesori, pa jaz ne vidim odpora proti temu, da ne bi želeli biti javni uslužbenci. Oni sprejemajo to zadevo, kot nek izziv, seveda izziv, kjer boš lahko več delal, ampak seveda pričakuješ, da boš lahko tudi več zaslužil. In tudi pokazal večje rezultate. Kaj pa ukinitev izrednega študija? To mi v Sloveniji, veste, ukinjamo in uvajamo. Pa se malo drugače imenuje potem, ja? Pa malo kakšno drugo ime damo, tako da malo zamaskirali. Ne vem, kako kjer termin zdaj uporabljam, ali izredni ali neizredni. Jaz mislim, da se je to precej zlorabljalo. Ta izredni študij, bivši, ali pa če mu rečete, zdaj mu rečejo delni študij, mislim, da je to moderen izraz, bi moral biti namenjen ljudem, ki bi radi študirali v kasnejših letih. Temu se v tujini moderno reče long life learning, se pravi vseživljenjsko učenje, ki je lahko formalno ali neformalno.
Zdaj, neformalno je lažje zorganizirati, pri formalnemu, kje naletimo na težave? V bistvu na univerzi nobene. Če se k nam nekdo vpiše, ki je zaposlen, mi mu z lahkoto prilagodimo študij na daljše obdobje. Ker če ne zmore, ker ima 8 ur dela, ker je mogoče že malo starejši, ima otroke, ima neke obveznosti, je treba pač samo prilagoditi. On ne more končati 3-letnega študija v 3 letih, je nemogoče, ampak mogoče rabi 4 leta ali pa 5 let. Univerza se temu z lahkoto prilagodi. Problem nastopi kje? Ja, pri socialnih transferih, ne? Zato, ker on je formalno potem namesto 3 leta študent, je 6 let študent, ali ne zdaj dobi 2-krat toliko tistih kosil, pa malc, pa ne vem še česa, ne? Pa prevozov domov, ki jih ne rabi, ampak mislim, to ni noben vsebinski problem, to je bolj ali manj birokratski problem, kako socialne transfere prilagoditi takim ljudem, če jih rabijo ali pa če jih ne rabijo. Ne? Tako da tukaj ne vidim, ne? In na strani univerz nobenega problema in ravno obratno, jaz bi rekel, da je treba ljudi spodbujati, da se tudi v kasnejših letih odločajo za formalni ali neformalni študij. Namreč živimo v enem zgodovinskem obdobju, ko je novo nastalega znanja ogromno, mu je velikokrat težko slediti in predvsem morate pozabiti na to, da se boste v življenju enkrat, ko ste mlad, naučil ali pa izučil za svoj poklic in boste celo življenje potem z znanjem preskrbljen. Tega ni več, svet se prehitro spreminja, vi morate slediti novim znanjem in zato je vse življenjsko učenje vedno bolj pomembno in v naslednjem obdobju Evropske unije postaja to strateško področje, ki ga je v Evropi treba razviti, ker smo ga ne samo v Sloveniji, ampak tudi drugje zanemarjali. In tukaj naša univerza se na to že pripravlja in vidimo tukaj eno tržno nišo, kjer bi lahko postali prvi in recimo najboljši na tem področju. Ne? Ampak to je zelo pomembno področje. Ne? To ni, smo ven iz časov, ko si enkrat študiral in potem si bil. Mi smo bili navajeni, da so edino znanstveniki tisti, ki se morajo dokazovati in dodatno učiti in nove ideje. Ne vem. Danes prihaja to, konec koncev gospodinstva, ne, če pogledate 20 let nazaj, kako so se stvari okrog vas spremenile. Ne. Vzemva telefone, ne. Spomnite se 20 let nazaj, kaj je bilo, ali pa spomnite se 30 let nazaj, kaj je bilo. 15 let ni bilo mobilnikov. Ja, no, 30, če pogledate, najbrž pademo še v obdobje, ko nismo imeli niti telefonov doma in če ste ga hoteli stacionarni telefon dobiti, so ljudje kopali sami napeljave. Ne? Danes greste, pa vam dajo v roko mobilni telefon za nekaj 10-20 evrov, če niste zelo zgovoren, preživite mesec, ne, s telefonom ali pa ne vem, karkoli drugega. Ne. Skratka, svet se izjemno hitro spreminja, znanja se spreminjajo, potrebe pri sodelavcih, pri delodajalcih napram sodelavcem in prihajamo v obdobje, ko bo treba študirati in dopolnjevati svoje znanje celo življenje. Še en vaš pogled me zanima, vi ste doktor znanosti, rektor univerze. Kako pa gledate na to pravzaprav poklicno izobraževalno usmerjanje v tistem obdobju, ko se mladi odločajo, kaj bodo v življenju počeli? Namreč kar naenkrat smo dobili sistem pred leti, ko se je lahko pravzaprav na fakulteti izobraževal vsakdo. Zmanjkalo pa nam je v našem okolju, veste, kaj mislim, čevljarjev in tako naprej. Kako vi kot visoko izobražen znanstvenik pravzaprav gledate na to, kako pravzaprav usmeriti ljudi, da bodo res počeli tisto, kar radi počnejo, da so lahko tudi mehaniki in srečni ob tem, ne? In ni nujno, da imajo visokošolsko izobrazbo. Problem je načeloma zelo preprost, v resnici pa zelo težek. Mi smo v enem obdobju fantazirali, jaz namenoma uporabljam to besedo, fantazirali o tem, da bomo imeli 70% generacije izšolane na univerzah. Jaz ne rečem, da to ni mogoče, čeprav je malo težko, zato ker pamet je razdeljena po Gaussovi krivulji in temu se ne morete izogniti. Ne? Ampak če ne zaideva v ta del problema, da bi tam morali univerzitetno izobraziti tudi neke ljudi, ki mogoče nimajo dovolj talenta, da bi tak študij končali,
Hujša napaka je bila ta, da mi nismo nikoli primerjali potrebe po delavcih ali pa potrebe po izobrazbi, realne potrebe v ekonomskem sektorju, pa podjetniškem sektorju, s tistim, kar mi proizvajamo. Ne? In smo danes prišli do tega, da imamo, če dodam zraven še fantaziranje o 70%, ne, da smo zdaj mlado generacijo izobrazili neprimerno glede na ekonomsko stanje. In zdaj, če odprete kakršnokoli časopis in pogledate ponudbe za službe, ugotovite, da manjka natakarjev, kuharjev, zidarjev, skratka ljudi s poklicem, imate pa viška ljudi predvsem z družboslovno izobrazbo. Ker s tem, ko se je vpisovalo 70% generacije, se število inženirjev ni povečalo, ker tega študijev ne marajo. Ne? Ta študij ima določen inženirji, naravoslovci in to imamo konstantno med mladimi neko približno konstantno popularnost, malce več, malce manj, ampak odločajo se tisti, ki so nekako prepričani, da je to njihova usoda. Ne? Medtem, ko na družboslovju pa lahko nategujete, ne? Ali pišete malo, ali pa pišete več. Ne? In smo prišli v situacijo, ko je ta razlika med potrebami in tistem, kar mi izšolamo, pravzaprav velika. In nam zato ostajajo šolani ljudje brezposelni in na drugi strani imamo veliko pomanjkanje ljudi s poklicem. Kako to popraviti? Ja, to je. Zelo težko. Ne? Ker osnova, kakorkoli bomo mi obračali, osnova je potreba. Mi ne moramo tukaj z visokim šolstvom nekaj popravljati. Osnova je potreba. Če bo Slovenija nizko razvita država in bo temeljila njena ekonomija na manufakturi, v manualnem delu, potem mi lahko šolamo kar čmo, ti ljudje ne bodo imeli zaposlitve. Ne bo, enostavno jih bomo izšolali in bojo morali iti ven, če se bojo hoteli zaposliti. Se pravi, v takem primeru, če ne znamo ekonomskega nivoja dvigati, potem bomo mi morali prijeti nazaj, da bo treba nekje izšolati ljudi za poklice. Ali pa to, kar delamo zdaj, kar je pa najbolj narobe, ne, da imamo to razliko, ne, in da pravzaprav moramo spodaj uvažati delavce od drugje in svoje izšolane ljudi, pa ne vem, ali imeti brezposelne ali pa pošiljati ven. Zdaj, idealno bi bilo, da mi ekonomijo dvignemo, da je naša potreba po inženirjih, po izobraženih kadrih, tudi niso družboslovci tukaj nič izključeni, tudi potreba po družboslovnih poklicih, ne, da bo narasla, ker bo pač ekonomija šla navzgor, ne. Potem nam bo sicer, mi še zmeraj ne bomo imeli kvalificiranih delavcev s poklici, ki jih bomo ravno tako rabili, ne, ker tudi če ti dvigneš, to zmeraj rabiš, ne, ampak seveda, če bo ekonomija visoka, bomo te spodnje lahko vozili, ne. In se to, poglejte, razne države po Evropi lahko pogledate. Vam dam primer Luksemburg, ki je še manjši kot Slovenija, najbrž ne trikrat, ne, če se ne motim, ne večkrat, ne vem, če nimajo 500 tisoč prebivalcev. Oni imajo, razvita država, ne, oni imajo pri 450 tisoč prebivalcev, ne vem, natančno tam nekje, oni imajo 150 tisoč delovnih mest več, kot imajo delavcev. In 150 tisoč ljudi se dnevno vozi iz okoliških krajev, iz Nemčije, Francije, Belgije v službo v Luksemburg. Ampak to je odvisno, kje je vaša ekonomija. Če je ekonomija na tleh, bojo vaši ljudje hodili ven, če je ekonomija dvignjena, bojo zaposleni in plus bomo zaposlovali še iz širše okolice. Zdaj, tukaj ekonomski logiki ne uvideš, ne. Mislim, če si revež, če si pa ustrezno, ne bom rekel bogat, ampak ustrezno razvit, potem je drugače. Ne? Verjetno tudi neko razmišljanje ob odločitvah, da se vendarle usmeriš v nekaj, kar ti še vedno odgovarja, pa vendar je lahko tudi perspektivno v prihodnje. Ne? Tukaj bomo več časa, truda in vsega morali tudi temu nameniti. Ne?
vendarle živimo v tem okolju tukaj. Se ne da veliko Jaz mislim, da živimo v tem okolju in znotraj sistema ne moramo biti razglašeni, če hočemo, da bo država dobro funkcionirala. Tako. Vendarle, da zaključiva z eno tako bolj veselo temo, vedno ste ponosni takrat, kadar vaši raziskovalci, vaši znanstveniki dosegajo kakšne rezultate in kar nekaj jih je tudi v zadnjem času. Kako pomembno je za status univerze, da je uspešna tudi na tem znanstvenem področju na ta način? Ja, po našem mnenju zelo pomembno. Pravzaprav ta imidž, ugled univerze najlažje dobite z raziskovalnim delom, ker uspehi so lažje merljivi, lažje so vidni uspehi v raziskovalnem delu, kot pa uspehi v pedagoškem delu. V pedagoškem delu je tudi časovna konstanta, kdaj uspete videti svoje uspehe, bistveno daljša. Ker kaj je uspeh pedagoškega dela? Ja, uspešen diplomant, nekdo, ki postane slaven in ki je študiral pri vas, ampak to seveda traja, to se ne vidi jutri, to se vidi lahko čez 10, 20 ali več let. Zato je za ugled univerze raziskovalno delo izjemno pomembno. Pomembno, da dosegajo sodelavci vidne, visoke rezultate v svetovnem merilu in za nas še posebej pomembno, zato ker želimo biti raziskovalna univerza. Temu posvečamo veliko pozornosti in smo na tem področju seveda zelo zadovoljni, če smo potem tudi uspešni, ker so bile in odločitve in tudi naložbe v raziskovalno delo potem poplačane. Jaz vam želim eno uspešno akademsko leto, veliko uspehov pri načrtovanju kampusa, ki ga bomo seveda odločitve vašega senata in potem nadaljevanje spremljali tudi mi. Hvala, ker ste delili z nami vaše misli o visokem šolstvu in o tem, kaj se dogaja pri nas in skratka, dr. Zavrtanik, vse dobro vam želim. Mi je bilo veselje in hvala lepa za dobre želje. Hvala.